Jani Sever, prvič se vidva, ampak se bo tikala, ker smo v novem takem domačem okolju, kar je za te nove medije v bistvu zelo značilno. Ne, pa itak se bo tikala, zato ker je to v redu. Hvala. Na nek način sva nekje neka daljna kolega, ne? Glede na tvojo pot recimo, glede na celo v bistvu zanimanje za medije, udejstvovanje, celo življenje v medijih in preskoki, ne? Tvoji preskoki so zanimivi, to me zanima. Tvoji preskoki, tvoje življenje, bi bil zanimiv film v tvojem življenju? No, ne. Najboljš. A ne? Odvisno. Ne vem. V tem bi res težko soditi. Ja. Ne vem, kaj te zanima. A v tvojem življenju? Ja. Predvsem te preobrati, ki so se ti dogajali, se pravi, da si nekaj načrtoval, se nekam podal, recimo, če sva midva začela, če bo naš intervju na YouTubeu, ne? Ja. Ti si bil na YouTubeu že kdaj, katerega leta davnega, takrat, ko sta z Jonasom štartala Vesti? Veliko nas je bilo, ja, na Vesti. To je bilo v bistvu takrat, ko sem odšel z Mladine. Ja. In se mi zdelo, da je treba nekaj narediti, in potem sem v bistvu šel do Vuka Čosića in do Jonasa, ker sem imel se spoznata na internet, mogoče malo bolj kot jaz. In pa smo zelo hitro skupaj naredili nek medij internetni, ki mogoče ni bil eden prvih internetnih medijev, predvsem bil pa prvi, ki je uporabljal video. Mi smo bili praktično ekskluzivno video orientirani, imeli smo oddaje. Mi smo ena taka mala internetna televizija. Ja. Producirali smo ogromno enega materiala. Ogromno ljudi povabili zraven, ne? Sodelovali je, ne vem, več kot 50 ljudi sigurno. So bili glavno samo mladi ljudje, zelo mladi. In kaj pa vem, snemali smo. Uredniška politika je bila pravzaprav to, da je vsak delal, kar je hotel, bolj ali manj sam, zelo svobodno. A katerega leta je bilo to? Kdaj ste vi štartali? Mi smo štartali konec leta 2006. Se pravi, tega je 15-16 let recimo, ne? Ja. Mislim, to je bilo čisto prezgodaj v bistvu. Če tako pogledaš, to, kar ste vi delali, to je danes postalo že skoraj mainstream, kdor je na teh medijih, ne? Ja, v bistvu smo mi delali smo neke te formate, ki so potem postali čez 10 let neka taka normala na internetu. Ne vem, izumljali smo stvari, sprot, vsi sodelavci so izumljali, no, mislim, konec koncev, kaj pa vem. Godler je imel tam svojo oddajo, nek talk show, koncerte smo snemali, imeli smo poročila vsak dan. To je bila neka alternativa nacionalke v bistvu, ne? Alternativa nacionalni televiziji ali pa nekem... Kaj pa vem, alternativa vsem medijem. V bistvu je bilo, pri nas so ljudje prišli in so nekaj povedali. Imeli smo komentarje, vsak dan je nekdo prišel, kar je bilo kar naporno dobiti, klicali smo ljudi, ampak pač kdor je hotel, je imel nek ta prosti oder in je lahko prišel in je 2 minuti in je v kamero nekaj povedal, kar je hotel. Ta zbirka ljudi, ki so tam govorili, je bila zelo zanimiva, na momente mogoče bizarna. Hkrati pa, ne vem, po moje širila ta prostor nekega javnega dialoga, kar je bilo po moje kar pomembno. To me zanima, koliko časa je to obstajalo? 5 let? 5 let. Jaz bi rekel 5 let, res tem zadnji 2 leti sta bili bolj leti, kako bi rekel, izumljanja, preživetja in kako zaključiti projekt, ki je bil finančno nevzdržen. Ja. Kaj je teh 5 let kaj pustilo, recimo, ali medijskemu prostoru, ljudem? Ali je bil to eksperiment za vas, ali je to nekaj širšega dal? Kaj bi ti rekel? Ne vem, težko govoriti tako samo o sebi, ampak mislim, ljudje, ki so tam delali, so zdaj povsod po Sloveniji, delajo zelo različne stvari, so medijski ljudje, so filmski ljudje, so
v drugih poklicih. Ne vem, zelo različno. Zame je bilo pa pomembno, ker sem v bistvu tam pol najdel neko novo pot. Ja. Ker smo se začeli ukvarjati v tem proti koncu z nekimi, mogoče bi rekel, malo bolj resnimi formati. Začeli smo snemati dokumentarce in posneli smo, ne vem, je bila prva, verjetno, spletna nadaljevanka, igrana, prepisani, Klemen Dvornik je režiral, noter, ne vem, ste igrali Kavaca, Katarina Čas, ne vem, Jonas, ima ogromno nekih znanih igralcev. Mi smo posnete 2 sezoni sta bili posneti. Na koncu je bila samo ena realizirana, ker za drugo ni bilo več denarja. Je to žalostno v Sloveniji, ali ni? Ker to No Frame, Klemen Dvornik so delali v bistvu celo scenografijo v CGI-ju. Mi smo snemali v nekem studiu z green screen, stoli, mize so bili pač pravi, ne, realni, vse ostalo je bilo konstruirano. Ja. To je bilo tudi, bom rekel, pred časom, pravzaprav malo, vsaj za slovensko razmerje. Ja. V glavnem, tam sem se spoznal s to filmsko zgodbo. Je bilo ogromno nekih študentov, AGRFT-ja. Pa tebe je takrat že predtem zanimal film, ali je tebe tako pot peljala, da se ti je kar odpiralo potem še film, recimo, mislim, ker ti si delal potem od Pera Lovšina, ne? Ja. Pa Oddaljene kobilice, recimo dokumentarc, dobro, zdaj je Antigona ta sveža, ki zdaj prihaja ven, oziroma niti ni sveža. Jaz sem začel, dobro, ne vem, veliko nas je bilo, ko smo bili pač predvsej nori na filmu, ko smo bili mladi, smo v kinoteki. Kot gledalci. V kinoteki videli pač vse, kar se je dalo videti, so zgodovino filma, ampak to ni to, ne. Ne vem, se pravim, najprej sem na vesti pravzaprav začel kot to, da sem bil neke vrste producent, da sem pač zrihtal denar, da se to obračalo, da organiziral sem, kako to izgleda, nabral sem ljudi. Pa šlo počasi naprej, kaj pa vem, ker me pisanje me zmeraj zanimalo, tako da sem pa začel seveda pisati tudi neke scenarije. In pa sem počasi prišel do tega, da glede na to, da sem bil tokrat zraven pri vseh teh stvareh, mogoče bi lahko tudi kaj zrežiral. Ne vem. Ja. Saj to ni tako zelo nenavadno v resnici. V tujini je takšna praksa. Jaz vem, da v Sloveniji res mi lahko menjavamo te poklice. Po moje ja, ne vem. Enkrat sva govorila pred leti z Rajkom Grličem, ki je velik režiser in tudi profesor v Los Angelesu. In so se pogovarjali, pač v enem trenutku je rekel, ja, se jaz vidim, ti imaš ambicijo, da boš režiral, ne, se je rekel, verjetno je, rekel, ja, se legitimno, zakaj pa ne. Zakaj pa ne, saj to je res. Zakaj pa ne, ja. Saj to je res, če si odprt do vsega, pa si konec koncev, če si medijski človek, se mi zdi, da se lahko marsičem poskusi. Mislim, jaz sem delala na televiziji, na radiju in časopisu in mogoče me kdaj čaka še kaj filma. Ne vem, si ne predstavljam, ampak pač jih imam zelo rada, ampak sem odprta do tega. Tako da, če greva zdaj na ta čas, kako ga ocenjuješ, ta čas, glede na to, da si vedno pred časom, ne, da te zanima, kam se svet vrti, kam se Evropa vrti, v tem tudi v Antigoni zelo dobro, v tem dokumentarcu, tvojem zadnjem, bom rekla, do zdaj, prikazuješ. Niti ni zadnji, potem sem posnel še nekaj. A je že posnet še? Tudi že predvajan. Kateri? Ključ o prostituciji v Sloveniji. Bil je premiera na televiziji pred 14 dnevi, Kino Šiška pa pred kakšnim mesecem. Ampak to se pa pričujem, ampak tega pa nisem sploh zasledila, ko sem se pripravljala na te, hecno. Ja. Ja, to je... Prostitucija v Sloveniji. Ja, zelo mučen dokumentarc. Vsak dokumentarc o prostituciji je mučen. Ja. Ne more biti drugače. Sem se kar precej odzival in je bilo vedno tako, da
Vsi, ki so ga gledali, so imeli nek občutek, da so bili šokirani zaradi tega, ker niso pričakovali neke te tako krute resničnosti, ki je odzadaj za tem. V bistvu ne gre za prostitucijo, gre za neke suženjska razmerja in tako naprej. Krutosti, ki so pravzaprav vsakdanje in so takole okoli nas, pa jih ne vidimo. Ja. Pa govorimo mi, mislim, ne bi šla nikakor rada tako po nacionalnosti, ampak vse me zanima, so to tudi Slovenke ali so to tudi v Sloveniji? Ta film v bistvu bazira na dveh zgodbah. Ena je zgodba bivše prostitutke, ki je Slovenka seveda, in bivše kriminalistke, ki je pustila to službo na policiji in zdaj pomaga žrtvam prostitucije oziroma trgovine z ljudmi. Ja. To je to. No, ampak okej, poanta je to, da skratka, Antigona je imela to neko strašno nesrečno usodo, ne samo v grški drami, ne, ampak tudi v tem filmu, da je pač film bil končan ravno na začetku epidemije, kar je pomenilo, da je praktično, je seveda šel po festivalih, ki so bili v tem času online, kar je bilo tudi zelo tragično, ker so festivali namenjeni ne samo temu, da se filme gleda, ampak da se tudi avtorji malo mogoče družijo, pa kaj vidijo, pa da jih drugi vidijo. No, glavno, film je po, ne vem, več kot 2 letih po dokončanju bo pravzaprav prišel v kino. Ja, no se Slovenski filmski festival ga je pa dobro nagradil, s kar nekaj nagradami, ne? Ja, to je bilo glih, ja, se pravi, na začetku epidemije. Ja. Vse me zanima, kako si izbiral te kadre, se pravi, če greva najprej, zgodba je večplastna, oziroma film je večplasten, na eni strani je igrani, ne, kjer igralci recitirajo neke tekste iz Antigone, na drugi strani je recimo Osrednja nit je, ker je po motivih Slavoja Žižka, njegove drame, ja, imaš Slavoja Žižka notri, ki v bistvu interpretira svoje delo in pogled na Evropo in na družbo in na zgodovino in na čas v bistvu. In na tretji strani so pa te kadri, kaj vse se je, kakšni zgodovinski momenti v Evropi. In pri teh sem se spraševala, kako si jih izbiral. Recimo je osamosvojitev pač Katalonije, ne, ki potem kasneje se obrnila, je veliko iz Evropskega parlamenta, je... Jaz bom probal poenostaviti, čeprav je zadeva še kar zapletena, ampak Žižek je v bistvu reinterpretiral Sofoklesovo Antigono, s tem, da je napisal 2 alternativna konca, pač v Sofoklesovi Antigoni je pač junakinja popolnoma drugačen konc, no, kot v Žižkovi. Žižkovi so politično, kako bi rekel, revolucionarni. Zdaj, jaz sem tiste ključne dele smo odigrali zaradi tega, da gledalec lahko razume zgodbo in Sofoklesovo in Žižkove konce, zato da lahko sploh filmu slediš. Žižkove interpretacije so Žižkove interpretacije predvsem Antigone, kako jo on vidi, kako to junakinjo, ki je neka ultimativna junakinja, ki se je borila za Bratov pokop, ne? Višjo idejo, se pravi kot univerzalno pravico. Ja, pa ne zgolj to, ne? Borila se je skozi to, da se je borila za bratov pokop, se je pravzaprav po teh dominantnih interpretacijah borila za neke božje zakone. Ne za zakone družbe, ampak te univerzalne zakone božje, ki so nad nami. Žižkova teza je pač
drugačna, da je pravzaprav treba se boriti za te Človeški. realne zakone, ne, ker če se njih ne držimo, družba razpade. Ne. Recimo, če poenostavim. V glavnem, jaz sem pa te njegove zaključke in tudi Sofoklesovo Antigono poskušal interpretirati skozi neke politične dogodke sodobnosti in neke popkulturne, bom rekel, fenomene, ki tudi interpretirajo v bistvu in so metafora tega, kar se dogaja v Antigoni in Žižkovi Antigoni. Izbiral sem jih po ključu, da so dostopni vsakomur. Vsi te inserti so dostopni na internetu. Razen dveh, ki jih ni več. Razen dveh, ki so jih zbrisali. Katalonija, ne? Pa še Ja, in protesti protest pred leti. švedskih ultradesničarjev, ki oba sta bila odstranjena kot cenzura. En kot, in to zanimivo, no, en kot ta neka liberalna švedska cenzura, ne, ki pač je tisti posnetek švedskih ultradesničarjev razumela kot propagando za pač nekaj, kar se ne spodobi. Na drugi strani je bila pa ta osamosvojitev Katalonije, razglasitev pa zbrisana strani španskih oblasti, zaradi tega, ker pač nočejo, da se to vidi. Ne. Zbrisana sta bila potem, ko sem jih izbral in Ja, že in v bistvu sta v uvrstil. filmu še vedno uvrščena. V bistvu Ja, je to ja. edino možno, ta dva posnetka še Tako, videti. videti Ja. v tem filmu. Kako gledaš na Evropo v letu 2000? Zdaj v tem času, ne kaj se v tem času dogaja, ampak kako ti v tem času gledaš na Evropo? Si zaveden in ponosen Evropejec, ti to Ja. sploh, ja, ti to kaj pomeni? Ja, jaz se zelo strinjam s to tezo, ki je v filmu pravzaprav zelo izpostavljena, da seveda smo lahko do Evrope kritični na 100 mogočih načinov, lahko o tem govoriva v neskončnost, ne, od tega, kako ravna z begunci, do tega, kako je razdeljena, do tega, kako je mogoče na nekih nivojih neučinkovita, do tega, kako je mnogokrat žrtev, ne vem, interesov drugih velesil, do tega, kako se, Ja, tukaj mogoče res lahko govorimo zelo dolgo, ne, ampak na svetu pravzaprav nič boljšega nimamo. Kako to misliš, na svetu nimamo boljšega od Evrope? Nimamo, Evropa vsem predstavlja in najvišjo stopnjo demokratičnosti, najvišjo stopnjo socialne države, najvišjo stopnjo strpnosti do drugačnih. Skratka, vse te stvari, bom rekel, tudi najvišjo stopnjo enakosti v bogastvu. Skratka, vse te stvari, ki so po moje neke vrednote, za katere se je vredno boriti in so dobre v nekem aristotelijanskem smislu, so v Evropi pač najbolj prisotni. Noben drug del sveta tukaj ni, ne more, kako rekel, nam ne more biti vzor. Ja, vidiš, mene pa recimo, jaz pa pogrešam, se mi pa zdi, da je vse preveč gre v ta intelekt, ne, in da zgubljamo pa tisto pristnost, prvinskost, ki jo imajo pa kakšne druge, recimo, ne vem, stik tudi s tem duhovnim, ne samo s tem mentalnim. Ampak se veš, kaj to pomeni pristnost, ne? Da nisi samo v glavi, a veš, da ni poudarjen samo ta razum vladni. Pristnost ne pomeni, da pač nek duhovnik, ne, pa ne bom rekel katoliški, ne, lahko Se to je Evropa, ne, če govoriva. Izkorišča, posiljuje in tako naprej, ne, in da je to del sistema, ne vem. Pristnost je To pa res ni pristnost, a je pristnost, Pristnost? ja ne, pristnost je v teh, kako bi rekel,
To je ta zaverovanost v tem, da je lepše življenje v neciviliziranih, primitivnih družbah, da je tam več pravic, da je tam, ne vem, homoseksualna poroka dovoljena, da bojo tam tujci lepše sprejeti. Ne, zame je pristnost nekaj drugega. Zame je bolj to, da imaš ti še vedno stik s telesom, da tudi srce nekaj pomeni, da ni vse samo mental, da ni vse usmerjeno samo v ta, pač ja, samo v glavi. Se mi zdi, da res za Evropejce je to zelo značilno, recimo, da smo izgubili tisti nek užitek, neko umirjenost, neko melodijo, nekaj, kar imajo, recimo, če gledaš filme, ne vem, kjerkoli, azijski film ali pa recimo bližnji vzhodni film ali pa recimo južnoameriški, tako drugače. Več je nekega tega življenja noter, muzike, plesa, ni treba vse samo pač racionalizirati, pospravljati v neke predalčke, tako, to jaz vidim kot pristnost. Okay, ni samo glave. Razumem. To, kar si prej omenjal glede teh duhovnih, to se mi zdi bolj bolana glava in mental, kot pa, kot pa prvinskost, ne? Daleč od tega. Ne vem, kako naj tudi odgovorim na to, mislim, pogosto je pač, da te pristnost, ki ti omenjaš, pač nastaja pač v nekih družbenih razmerah, ki so daleč od tega, da bi bile zaželene vse. In ne vem, verjetno je to povezano, ampak da bi pa zaradi tega si želel tako družbo, pa mislim, da ne. Zdaj, ne vem. Ja, no saj tukaj... Ne vem, kaj lahko rečem, to rečem. Ja, drugače gledava, oziroma najbrž sva zelo različna v tem dojemanju v bistvu življenja. Jaz nikakor zelo podpiram razvoj, ne? Podpiram razvoj tudi misli, tudi kritične misli. Pač se mi zdi, da smo šli tukaj v skrajnost, oziroma da unete druge strani je pa vedno manj, no. Veš kaj, problem Evrope, ki ga jaz vidim, ne, je, da pač teh veliko Evrop. Dejansko ta izkušnja, ko smo imeli zadnje 2 leti, ko je Slovenija se začela približevati vzhodni Evropi, ne vem, jaz mislim, da smo to kar zelo jasno čutili, razliko med tem, kje smo. Vzhodna Evropa in zahodna Evropa. Dejansko imamo s to izkušnjo zgodovinsko neke resne težave. Zahodna Evropa se obnaša drugače kot vzhod. Ta, bom rekel, poljsko-madžarska zgodba, ne, pa če se omejiva na poljsko zgodbo o splavu, ne, pač ta zgodba, taka kot se odvija na Poljskem, je v zahodni Evropi popolnoma nepredstavljiva. Medtem ko tam deluje popolnoma realistično. Na nek način ta poljska zgodba je na Hrvaškem dosti bližja kot v Sloveniji. Ampak te vrednote, ki so združile Evropo, ki nekako naj bi bile to lepilo, ki drži to vse skupaj, so pa po mojem prav te zahodnoevropske, razsvetljenske vrednote, ne? Vrednote enakosti, svobode, solidarnosti, pravice do drugačnosti, pravice do odločanja v svojem telesu. To se vse sliši perfektno, ne? To se vse sliši. Ampak to je resnično, to ni zgolj ideja, to so stvari, ki funkcionirajo. Mislim,
socialna država bom rekel, tudi v Sloveniji, ne, je na popolnoma drugem nivoju kot socialna država v Aziji. Ne, tukaj obstajajo neke velikanske resne razlike, ki so realne in so posledica nekega razvoja in so tukaj, jih imamo. O tem sem jaz govoril. In so strašno pomembne, po mojem. Zdaj pa, jaz moram reči, da se ne strinjam, da bi to vplivalo na to, da smo manj pristni. Ja. Ne vem, jaz moram reči, da če razmišljam, to ne pomeni, da sem manj pristni. Zdi se mi, da pač to, bom rekel, zelo se ne strinjam z izjavo, da ne vem, možgani razmišljajo o temu, kar je pravilno, ne, in srce ne bi razmišljalo o tem, kaj je dobro. Ne, ni res. Mi moramo z možgani, z racijem razmišljati o tem, kaj je dobro. Ne. Ker drugače srce nas lahko odpelje v neke resne perverzije. Ne. To je lastno, ja, seveda, ker je to lastno, kdo je najbolj perverzen? Najbolj perverzni so v resnici otroci, ki nimajo nobene kontrole in imajo vseeno. Če dokler nimajo neke vzgoje, če hočeš, imajo vseeno, kaj naredijo. Ali bojo, ne vem, nimajo nobenih zavor. To, kar označimo, kar odraslimo za perverzijo, otroci naredijo, grede. Njim je vseeno, ali poljubijo brata, njim je vseeno, če ne vem kaj, brskajo po fekalijah, njim je vseeno, če, ne, hočem reči, to je stvar srca, ne, to je stvar, bom rekel, te prvinskosti, da je itak vse. Medtem, ko možgani, ne, ta etika, kaj je dobro, kaj boš storil drugmu, ne mu narediti tega, kar nočeš, da bi on tebi. To ni stvar srca, to je stvar racionalnosti in to ni stvar pristnosti, to je stvar razmisliti in tega, da potrebujemo neka pravila. In to je Antigona tudi v tem. Jaz sploh nimam besed, ker se mi zdi, da govoriva tako drug jezik. Najbolj. Res, tako drug jezik, da sem ostala v bistvu kar brez besed in sploh ne vem, kje bi začela oziroma kako bi prišla skupaj, kako bi sploh postavila naslednje vprašanje. Saj nama ni treba priti skupaj. Se lahko ostanemo na razen. Ja. Jaz mislim, da to je še ena popolna fantazma in zgrešen pogled, da moramo mi biti vsi skupaj. Zakaj? Ni potrebno. Potrebno je, da se spoštujemo, ni potrebno, da se spoštujemo. Ja, ne, seveda ne, ampak recimo v tem primeru, če imamo vidva intervju, ne, bi bilo dobro najti eno rdečo nit, eno vzporednico, da lahko sploh To je tvoja naloga. v bistvu, da lahko sploh komunicirava. Pa se komunicirava. Jaz mislim, da sva zdaj šele dobro začeli komunicirati. Mogoče pa res. A veš to, recimo, da rečeš recimo za otroka, ne, da je najbolj pokvarjen, recimo, mene pač... Ne, niste rekel pokvarjen. Mislim, perverzen, recimo. Vse veš, kaj je perverznost. Perverzen je lahko samo za moje pojme, no. Za moje pojme je perverzen lahko samo nikoli ne mora biti srce perverzno. Ne? Otrok je pa divji, ne? Otrok je pa divji najbrž, ne? Ampak to divjost, no to, mogoče sem pa tukaj zadela malo bližje. Ja, ne vem, ja, lahko smo divji. Veš, kaj pomeni, da smo divji. Se bomo pojedli. Na koncu se bomo skuhali in dobili moč drug od drugega in to je to. To je skrajna oblika divjosti.
to je drugačna interpretacija pojmov, vidiš, kako to, kje Ne, prihajajo to- stvari do nesoglasij, Pa ne, ne vem. pomanjkanje, v bistvu, jaz Ja. mislim, da v eni komunikaciji vseeno moraš razumeti, kaj en človek govori, oziroma ga slišati, mogoče kdaj ali med vrsticami, ali pa toliko poznati ta njegov svet, da veš, kaj ti on pripoveduje s temi besedami, ki so te tuje, no. Jaz razumem, To. kaj hočeš reči. Jaz ti samo pravim povedati, pač strano konsekvenca divjosti. Ne. Ja. Pač divjost je, ne, začne se s tem, da ne vem, nekoga prenkaš, ne. To je ta veliki dosežek zdaj naših časov, ne, da je to, da si do koga res nesramen in ga poškoduješ, postane smešno, ne. Kar je po moje grozno, degutantno, ne. In to je ena stopnja divjosti. Ja, to je divjost, In lahko potem, pomeni. ne, in potem greva naprej, ne, v divjosti, ne, mislim, in skratka, recimo, da je to nedolžna, ne, stopnja divjosti. Naslednja stopnja divjosti je žaljenje ljudi na Twitterju, svinjanje, ne, pač popolnoma nedostojno obnašanje. To je spet divjost, ne. Spet nekaj, kar je po moje vredno zavračanja. In spravim, končna konsekvenca te divjosti je, da se bomo pojedli, ne. To je pa to, kar pol se damo v kotu No, to je in divjost oglodamo kosti in jih vržemo. Ne, skratka, to so divjosti. To je divjost intelekta, vidiš. To je Ne. divjost uma, ne, recimo. Zakaj? Ne? Mislim, ja, se pravi, ja, lahko, mislim, zdaj, ne vem, srce je mišica, ne, ki poganja kri, okej, s tem lahko zaključimo, ne. Zdaj pa, a je res simpatično to, da, ne vem, prideš nekomu za hrbet in ga udaraš in on pade in, ne vem, ga boli in ker si to posnel, se milijon ljudi temu smeji. A je ta divjost, je to res fajn? Ne, to je boranost, no. To ni zdravo, pač, za moje pojme. Ja. To ni ta divjost, o kateri jaz govorim, No, no. pa ti bom jaz postavil vprašanje, Ja. da imava res super intervju. Kaj pa je zate divjost? Divji seks? Kje se neka ta divjost? Zame je divjost, prvo kot prvo, recimo človek mora imeti zdrav da sploh lahko govorimo naprej, a ne. Če pač ni zdrav, boš težko karkoli dobrega iz tega naredil oziroma povedal. Zame je divjost čutiti stvari, biti povezan tudi z enim čutnim svetom, z enim svojim telesom. In potem se mi zdi, da pridejo to, kar govorimo, kaj je prav, kaj je narobe, pride zelo spontano ven, pride zelo neobremenjeno ven, pride zelo lahkotno ven, kot ritem narave recimo, divjost narave recimo, vulkani, potresi, veter, vse to je zame divjina. Divjina v, ne vem, v tem smislu, da ni treba vse pač racionalizirati, da lahko stvari na drugih ravneh dojemaš in čutiš in z njimi upravljaš. To je zame divjina. No, se mi zdi, da recimo, če greš pa v ta strogi intelektualni pogovor, da veliko enih stvari ostaja od spodaj v bistvu Pod skalo. ja. Včasih treba čakati, zato da ti dobiš eno dovoljenje, zato da ti lahko nekaj, kar čutiš, da bi rad delal, da lahko to delaš, dejansko rabiš, ne vem, potrdilo, žig, ne vem, koliko pravil, recimo, ne, mogoče bi to lahko speljal čisto drugače, zelo enostavno, zelo prvinsko. Sploh ne vem, kako bi ti povedala, Se razumem, če me vse razumeš, problem je te- samo, da se ne strinjava. Pač jaz mislim, da rabimo pravila, ne? Da enostavno, če nimaš birokracije, pač končaš v anarhiji, ne? In zdaj lahko izberaš, ne? Anarhija pa ponavadi pomeni, pa lahko je to nekaj zelo simpatičnega na prvi pogled, ne? Ampak na koncu anarhija pomeni, da bo zmagoval močnejši. Da bo zmagoval, Ampak glej, prvo- ko izgubimo pravila, ne, izgubimo neke varovalke,
jih po moje rabimo. Sem poglej, kako so te druge. Lepš, boljše živimo. Mogoče kot primer recimo teh ljudstev, recimo, ki jih je še kar nekaj po svetu, pa zelo bežijo pred tako imenovanim razvitim svetom, ne? Ja. Recimo, na kakšen način oni živijo. Jaz mislim, da so oni veliko tesneje povezani z življenjem, veliko močneje povezani z drugim, z življenjem, z naravo, kot smo pač mi v tem tako imenovanim razvitim svetom. Pa se pravi, ne me narobe razumeti, zelo sem za razvoj, zelo sem za napredek in tudi za kritično misel, ampak jaz samo govorim, kaj se mi zdi, da manjka in kaj se mi zdi, da izgubljamo. Recimo, jaz mislim, da če bi dal enega, recimo, birokrata, ki zelo obvlada svoj posel in je zelo načelen in je zelo trden in trd v tem, kar počne, da če bi ga dal nekam v gost ali pa v neke razmere, vojne recimo, ne vem, za en teden, en mesec ne bi preživel, ne bi se znajdel. Ne moš vedeti. Lahko pa bi. Mislim, Poglej Zelenskega, komik, ki je zdaj najbolj slaven voditelj na svetu. Ne veš. Dokler človek ni v neki situaciji, ne moš vedeti, kako se bo v njej obnašal. To je nemogoče. Pač ljudje, temu se reče v resnici dialektika. Ne? Ljudje ustvarjamo pač neke okoliščine in okoliščine ustvarjajo nas. Ne gre brez tega. Človek, ko dobi neko funkcijo, se spremeni. Ti, ko intervjuješ, si drugačna, si drug človek, kot če ne bi tega počela. Ja, probam čim manj, vse to sem ugotovila, da je problem v bistvu, ne? Ampak ni stvar v tem, da postaneš drug človek, da je to normalno. Ja, je normalno kot izkušnja, kot recimo ena izkušnja ali en razvoj, ampak jaz vedno gledam, kaj izgubljaš ob tem. Recimo, če bi si dal primer mene kot novinarke, recimo. Ja. Jaz sem kar nekaj časa se ukvarjala s tem, da v bistvu bi to, v kar sem se naredila kot novinarka, da bi to izgubila, da bi spet dobila nazaj tisti pristni pogovor, ki ga imaš lahko s človekom, kadar kamera ni vklopljena. Vsi zdaj ga imaš. Praktično, mislim, v bistvu sva se pogovarjala. Isto, kot če ne bi bilo kamer, ne? Tako, ja. Kakšni igralci so ti všeč? Kakšne igralce izbiraš? Recimo, ko si v tem dokumentarcu Antigona zbral te recimo 4-5 glavnih igralcev, ki so tudi igrali te prizore Antigona. To je bilo zelo zahtevno. V resnici sem bil na začetku nekje drugje, da sem pa vse spremenil v enem trenutku. Zdaj se mi je zelo pomembno, da je Antigona neka mlada, na prvi pogled dosti nedolžna, hkrati pa da ima vse tudi neko mogoče malo temno plat, neko temno moč. Pri Krevnu se mi zdelo blazno pomembno, da že sama njegova prezenca, da samo ko ga pogledaš, da ti je jasno, da je on šef, ki... Brezkompromisen, recimo. Brezkompromisen, ki pa lahko, v bistvu tako brezkompromisen, da na koncu lahko sočustvuješ z njim. Res je, ne? Se mi zdi, da je pomembno, da z vsemi temi junaki, gledalci vzpostavljajo neko čustveno vez. Če sam ni omenjen, no. Za vsak lik v bistvu bi lahko tako razložil, no, kakšne neke karakteristike so se mi zdele pomembne. Seveda pa to, da so dobri igralci, kar so vsi zelo izkušeni. In Slovenija ima tukaj, moram reči, zelo veliko srečo. Slovenija ima, glede na majhnost, strašen bazen izvrstnih igralcev. Ja, ja. Oziroma igralk in igralcev, da bom korektni. Ja, kako pa, recimo, ko delaš z igralci, koliko jim pustiš svobode? Koliko jim daš časa? Ker recimo igralcu je to zelo pomembno, da ima ta čas, da lahko začuti, pa lahko igra to svoje. Tukaj pri Antigoni v resnici smo se zelo veliko pogovarjali, dobivali smo se celo ekipa, vsi igralci skupaj
šli smo skupaj, brali tekste in potem smo se tudi veliko pogovarjali o samem smislu, o smislu tega, kaj je Žižek z njimi naredil, o tem, kaj čutijo do Antigone, kako razumejo te Žižkove posege v Krevna in Antigono, ki jih je v resnici težko razumeti, ljudje se jim upirajo. Težko je, bom rekel, razumeti Antigono kot nek slab lik v nekem momentu. Antigona je zakorenjena kot neka ultimativna junakinja, ki pravzaprav ne moreš reči nič slabega, ker boš ti v tistem trenutku umazan. Žižek je naredil natančno to. Skratka, z igralci smo šli, to je bil res tak dolg proces. Hkrati pa pol na samem setu smo imeli, mislim, da smo imeli dovolj časa, da je to zelo dobro funkcioniralo. Žižka si pa posebej? Posebej, ja. Že to sem gledalcem hotel reči, neke stvari so bile toliko intenzivne, recimo, ne vem, rekel pretep Antigone, ko jo zbor pravzaprav maltretira 5 minut, intenzivno, z dialogom in fizično. V enem tretjem, četrtem teku so bili igralci tako izmučeni, pravzaprav je bilo tako, da a gremo lahko, še enkrat je bilo vprašanje tega, da jih že matraš. Da bi prej oni prekinali? Ja, ker je bilo dejansko toliko psihično intenzivno, ne fizično. Ja, ko so jo res maltretirali. Bolj je bilo naporno za njih, ki so jo mučili, kot za njo, ki je bila mučena. Ja. Kar je normalno. Vidva z Žižkom pa sta recimo tako se ujemata, na kakšen način si v bistvu njega peljal skozi... Midva sva se pa parkrat, preden smo sploh šli snemati, sva se parkrat dobila, nas je bilo več. Smo pač debatirali kar dolg časa, prav o tem, kako on vidi usporednice Antigone, zakaj jo tako vidi, kako, mislim, skratka, ko sem šel snemati intervju z njim za film, je bilo bolj ali manj popolnoma jasno, kaj bo povedal. Ja. Zanimivo, on pravi, da moramo pristopiti zelo direktno k Antigoni, ne iz kakšnega ideološkega ali pa takšne pozicije, ampak zelo direktno. Zanimivo je njegov ta pogled na... Ja, on jo pač v nekem trenutku tretira se... Kot junakinjo v bistvu? Kot neko, ne, kot predstavnico privilegiranega razreda, ki enostavno se bori zgolj za pravice svojega brata in pozablja na vse ostale okrog sebe. Kar v resnici je podprto z verzom iz Sofoklesa, kjer ona dejansko to dobesedno pove v drami. Tako da seveda ta interpretacija ni za vse privlečena. Je pa samo po mojem mnenju, kljub temu samo en izmed nivojev branja tega dela. Ja. Kako pa je recimo vplivalo na igralce to, da so v delu, kjer je zraven Žižek? Mislim, Žižek je vseeno en pojem v Sloveniji, najbrž imaš nek respekt, Mislim, da so bili kar, neko spoštovanje so sigurno čutili, vse. Tak občutek sem imel. Pa da jih je to pozitivno spodbudilo? Absolutno, ja, seveda. To je motivacija, ja. Seveda. Ko pa Žižek komentiral, videla sem ta komentar ampak recimo ta... Žižek je človek, ki svojih del ne hodi gledati in je zelo hiter, gre preko stvari in ga zanimajo zelo veliko stvari in ima svoje obdobja, kjer se ukvarja z, ne vem, recimo politiko, kar je počel v zadnjem obdobju, potem piše strašno resne stvari, potem, skratka, kar hočem reči, da sem zelo vesel, ker je si sploh pogledal film, potem je pa v resnici na parih
festivalih sodeloval na pogovorih preko Zooma, Teamsov, karkoli že, kjer smo debatirali o Antigoni in tudi o teh stvareh, konec koncev, o katerih sva midva danes govorila. In je bil, kako rekel, zelo zgovoren, kar je izredno redko v bistvu. Fajn, ja, mislim, ne, redko ni, da je zgovoren, ampak da je o nekem svojem delu, da je pripravljen v bistvu razmišljati in komunicirati odprto tudi z drugimi v bistvu. Ja. Misliš, da je ta film bolj, vem, da je festivalski in vse in tudi za kino in vse, ampak misliš, da je narejen bolj za Slovenijo ali bolj za svet? Narejen je v resnici za neko razmišljujočo intelektualno publiko. V resnici zahteva kar nekaj miselnih koncentracij, da mu slediš. Meni, da se tega zavedam. Govoril sem kar precej ljudi, ki so ga gledali na festivalih, in vsi, ki imajo to veselje, so bili navdušeni. Da je trtorek v bistvu. Zavedam se pa, da ne, publika je bila pa v glavnem, no, bom tako rekel, zelo mlada. Pravzaprav jaz mislim, da je to film, ki je namenjen tej mlajši, razgledani, radovedni publiki. Ja. Ta zaključek v bistvu, ne, mogoče bi samo še to te vprašala, če bi hotel sploh povedati, kaj je tvoje, kaj si hotel ti sporočiti s tem filmom? Je kakšno sporočilo ali je samo glejte pa razmišljajte, ali je neko sporočilo na koncu koncev? Ne vem, jaz o svojih sporočilih res težko govorim. Tisto, kar je bilo meni pomembno, je, da sem na koncu uvrstil to, bom rekel, Lakanovo predavanje, kjer govori o tem, da je seveda vsaka revolucija iskanje novega gospodarja. In pravzaprav to se mi zdi, da je neka poanta. Po drugi strani sem pa hotel film zaključiti na neki optimistični noti. Pa mislim, da mi je tudi to uspelo, ampak ne bom zdaj razkrival, kakšen je konc. Ja, res je, ja. Ker v bistvu konc je kar presenetljiv, ne? Ja. Ja, mogoče je konc zelo, mislim, čakaš, no? In je vredno čakati ta konc. Tudi če ni film, ki bi ga gledal utrujen, ne? Ja, mislim, da ne, ga moraš potem še enkrat pogledati. Najboljš, ja. Ga moraš še enkrat pogledati, ja. Je pa dejstvo, da ti je resnično da misliti, no, in mislim, da ta najin pogovor, kjer so se kar haklala vmes, je tudi posledica mojega ogleda tega filma. Super. In razmišljanja o tem, kaj se nam dogaja, kje smo, pač meni je malo strašljivo ta misel, da se zgodovina ves čas ponavlja in da... Ampak v bistvu to zdaj gledamo, ne. Dejansko to, kar živimo zdaj, je spet neko ponavljanje zgodovine v sicer spremenjenih, ampak zelo neprijetnih oblikah. Ja. Kako to razumeš? A to razumeš, kot vse časa ni, vedno se moramo učiti, mi pridemo na ta svet zato, da pač se učimo in izkušamo tako največjo grozo kot največjo lepoto, samo odvisno, kam se obračaš, ali bolj proti grozi, ali bolj proti lepoti in kakšno srečo imaš, kam se rodiš. Je samo to? Nekako tako je. Ja. Ja, to je bilo kar povedano. Za konec se bomo še strinjali? Ja, vidiš. V redu. Sva se potrudila. Ja, stvar komunikacije, no, mislim, da bi se našli še kakšno skupno točko. Sigurno. Janez Sever, hvala ti, no, Hvala te. za ta v bistvu odkrit pogovor. Super, hvala.